Danes ste uspešno opravila strokovni izpit, kateri občutki vas prevzemajo? Ja, v bistvu zdaj tako olajšanje, da je vsega počas konc, pa tudi eno tako zadovoljstvo, to je v bistvu še ena taka dosti pomembna stopnja v našem dolgoletnem izobraževanju in usposabljanju. No. Ja, po opravljenem strokovnem izpitu vas čaka prejem osnovne licence. Kaj vam to pomeni? Dodatno odgovornost morda? Ja, definitivno je zdaj to neka dodatna odgovornost, dodatna naloga. Je pa to tudi nekaj tako, no, pač spet neko tako zadovoljstvo, da imamo pač še neko dodatno stopnjo samostojnosti tudi mogoče. Kateri del opravljenega strokovnega izpita je bil morda najtežji in kateri najlažji? V bistvu vsak del po svoje ima svoje minuse pa pluse, mogoče zame eden mogoče težjih je bil pač pisni del izpita, tam v bistvu ni prostora za naše obrazložitve določenih odgovorov, ampak so samo pač A ali B. Pa tudi v bistvu ta del zakonodaje je sicer uporaben, ampak ni medicinski del, tako da to vsaj meni ni bilo glih najbolj blizu. No. Koliko časa ste se pripravljala za opravljanje strokovnega izpita? Sem prav intenzivno pripravljala mogoče zadnji mesec, drugače pa se tekom celega pripravništva se dobivajo veščine in znanja, ki jih pač tukaj rabimo na strokovnem izpitu. Kakšen nasvet bi dala bodočim kandidatkam in kandidatom, ki se pripravljajo na strokovni izpit? Da začnejo pravočasno delati pač na teoretičnem delu, pa čim manj živčnosti.